Pozdravljeni, dobri ljudje, predsednica Nove Slovenije in ministrica v vladi Republike Slovenije, gospod župan, spoštovani minister za obrambo, družinica v slovenskem parlamentu, državna sekretarja. Res sem počaščen, da ste me povabili medse in da imam priložnost spregovoriti. Spregovoriti v domačem okolju, tu blizu v Slovenskih Goricah sem namreč odraščal, tukaj še živijo moja mama, hčerka z družino in z soprogo Andrejo se rada vračava domov v to prečudovito naravo in med dobre ljudi, po navdih in nove moči. Počaščen sem, da lahko spregovorim v občini, ki jo tako dobro in uspešno vodi vaš župan. In čas mi je, da lahko govorim na vašem taboru, ki imajo na Slovenskem izjemno zgodovino. So povezani z političnim dozorevanjem slovenskega naroda. Nedaleč od tu, v Ljutomeru, smo skoraj pred poldrugim stoletjem prvič množično povedali: Slovenci smo tu, računajte na nas. Pravzaprav smo že z zedinjeno Slovenijo 1848 to dorekli z množičnimi podpisi, mnogimi tudi iz Ormoža, kar dokazuje knjiga profesorja Staneta Grande. Ormož, ki je bil vselej branik slovenstva tudi v času vojne za Slovenijo. A vas, drage članice in člani Nove Slovenije, veže na to zgodovino še marsikaj. Rojstvo demokracije na Slovenskem je povezano z Janezom Evangelistom Krekom, ki je vodil gibanje, ki ga danes predstavljate vi. Krščansko-socialno gibanje je bilo dominantna vrednostna in politična sila vse do konca druge svetovne vojne, ko je bila na silo pretrgana njeno pot, a se je ponovno dvignila v času razcveta slovenske pomladi, doživela je padce, a tudi strme spone. Danes, ko ste jo ponovno postavili na trde temelje, sem prepričan, da sledi ponovno pot navzgor, saj je še ogromno prostora. Tukaj se strinjam z gospodom Toninom. A ne samo zato, ker si to vi zaslužite, ampak predvsem zato, ker je tako prav in ker tako mora biti in ker bi bilo to z močna krščansko-socialna stranka na Slovenske neka normalna porazdelitev slovenskega političnega prostora. Politika in vizija vaše stranke se na najlepši način združuje tudi s politiko in vizijo moje stranke na državni ravni in tudi na evropskem polju, kjer je Evropska ljudska stranka trden garant, da bo Evropska unija ostala to, kar je. To je prostor demokracije, svobode, solidarnosti in miru. Danes je veliko pogrebnikov, ki želi pokopati evroskupino in tudi Evropsko unijo. Slovenci smo že zdavnaj povedali, kam sodimo. Obraniti moramo našo Evropsko unijo in obranili bomo tudi Slovenijo. Vendar v Evropsko unijo se nismo združili zato, da bi v hipu požrli svojo suverenost. Zato zavračamo koncept Združenih držav Evrope, ki temelji na vsestranskem poenotenju narodov in kultur v nekaj novega. Zavzemamo se za tako Evropsko unijo, ki ne bo ječa narodov, ne talilni piskar, ki bi uničil našo kulturo in jezik. Torej za tako Evropsko unijo, ki bo prostor svobode in solidarnosti, v katerem se bo lahko vsaka članica uveljavila kot zrela osebnost. A prav to zahteva, da smo še bolj odprti, da želimo več Evrope v Sloveniji, a tudi več Slovenije v Evropi. Drage članice in člani Nove Slovenije, imam občutek, da skupaj z vami začenjamo novo poglavje v slovenski politični zgodovini. Pred vami stojim kot skupen kandidat. Ponosim se na to, biti skupen kandidat za predsedniške volitve. Kljub temu svoje kandidature ne razumem zgolj kot strankarske. Želim biti, in zato si bom prizadeval, da me bodo videli kandidata vseh tistih, ki vidijo v samostojni slovenski državi največji zgodovinski dosežek slovenskega naroda.
Preteklost nas določa. Preteklost nas res določa. Moramo spoštovati resnico, a poudarjati tisto, kar nas povezuje. Tisti, ki niso imeli vizije, nas pogostokrat zaposlujejo s preteklostjo in namesto, da bi nas povezovali, nas raje delijo na naše, vaše, bele, rdeče, prvorazredne, drugorazredne. Toda moja in naša skupna kandidatura ne izhaja iz preteklosti, ampak iz prepričanja o pomenu skupne prihodnosti. Kot predsednik države bom ustvarjal pogoje, da nas bo prihodnost bolj združevala, kot nas je preteklost ločevala. Slovenci nismo majhni zaradi velikosti svoje države, saj so v Evropi še manjši. Majhni smo, kadar smo premalo ponosni nase, kadar imamo premalo samozavesti. Svoj ponos bomo dosegli, ko bomo znali uskladiti svoje in skupne potrebe, ko bo naša slovenska državna identiteta del naše osebne. Zagotoviti moramo, da Slovenija ne bo prostor, v katerem bi nekateri stalno bivali v VIP-u, drugi pa v neki odčarani kletki brez upanja. Oblast, ki ni do vseh enako prijazna in pozorna, ni nedemokratična, ne ljudska. Hočem, da je Slovenija za vse njene sinove in hčere prijazna država, prijazna domovina. Hočem, da smo vsi prvorazredni. Vsak človek, vsak od nas je pomemben, vsak od nas je najpomembnejši. Občutek pripadnosti je temeljna potreba in krepost človeka. Zato je pomembna naloga predsednika vračanje duše slovenski državi. To se lahko povrne edino le z ljubeznijo do domovine, ki jo moramo izraziti tudi z večjim spoštovanjem nacionalnih simbolov. Zatorej zaupajmo vase, kot smo takrat, ko smo ustanavljali slovensko državo, zaupajmo vase in zmaga bo naša. Dragi prijatelji, Bog živi to deželo, Bog živi v slovenski svet, je pred skoraj 200 leti vzneseno zapisal naš pesnik in vizionar France Prešeren. Naj torej Bog živi Slovenijo in novo Slovenijo z njo.